Za nadaljnjo razpravo se nam zdaj pridružuje Loaj Al-Sharif, mirovni aktivist in strokovnjak za arabsko-izraelske odnose, ki se nam oglaša iz Abu Dabija. Loaj, veseli smo, da ste danes z nami na i24 News English. Najlepša hvala, res me veseli, da sem spet na i24 News English. Veseli smo, da ste spet z nami. Kaj skušajo Združeni arabski emirati tukaj zgraditi? Trgovinska partnerstva, politični vpliv ali nekaj povsem drugega? Zakaj ta osredotočenost na Latinsko Ameriko? Torej, Združeni arabski emirati želijo svetu poslati zelo jasno sporočilo, da so varna država in da so država, ki je trdno stala proti vsem agresijam, s katerimi so se soočili, še posebej proti agresiji islamskega režima Irana v zadnjih nekaj mesecih. In želijo graditi koalicije po vsem svetu, ne samo z državami Bližnjega vzhoda, ampak tudi z Latinsko Ameriko. In želijo vsem dokazati, kar je znano kot dejstvo, da so varni, da so uspešni, da so vzor, ki bi ga morali vsi posnemati in priznati. In to je tisto, v čemer so Združeni arabski emirati tako dobri. In zelo sem ponosen, da so Združeni arabski emirati ostali trdni sredi te agresije in se niso uklonili tistim, ki so nanje streljali rakete, tako kot so se žal uklonile druge države v regiji. Torej, Združeni arabski emirati dajo zgled, da so uspešna država, ki želi širiti in podajati roko ter se povezovati z vsemi, ki želijo graditi na Bližnjem vzhodu. To je jest, v katerem so Združeni arabski emirati dobri. Graditi in biti uspešni, ne pa uničevati ali širiti kaosa in anarhije po regiji. No, ko govorimo o krepitvi vezi z različnimi zahodnimi zavezništvi, mislim, da smo dobili popoln primer tega med 4. julijem v Združenih državah Amerike. Akrobatska letala Združenih arabskih emiratov so preletela New York prav za 250. rojstni dan Amerike. To je bil neverjeten letalski šov, kjer so leteli skupaj z ameriško mornariško skupino Blue Angels. Ko to vidite, kaj menite o teh slikah tukaj in o tem novem odnosu med Združenimi državami in Združenimi arabskimi emirati? Zelo sem ponosen, da sta ZAE in ZDA, kako naj to rečem, kot da potrjujeta dejstvo, da zavezništvo še vedno obstaja in da se prijateljstvo med Združenimi državami in Združenimi arabskimi emirati dejansko krepi. In zelo sem vesel, da so Združeni arabski emirati sodelovali, kot sem rekel, sodelovali pri praznovanju 4. julija. In srečen 4. julij vsem mojim ameriškim prijateljem v ZAE in zunaj nje. Sodelovali so z ameriškim narodom pri prikazovanju, kako veliko je to prijateljstvo. V tistem času. Veliko ljudi je takrat izrekalo sožalje nekdanjemu vrhovnemu voditelju režima, ki jih je bombardiral. Hvala Bogu, da Združeni arabski emirati tega niso storili. Združeni arabski emirati niso šli na takšno slovesnost, ampak so šli na slovesnost prijateljstva, ki je 4. julij. In to je sporočilo, ki ga Združeni arabski emirati pošiljajo zahodnim državam. In ne samo zahodnim državam, ampak tudi Latinski Ameriki, Aziji, povsod. To je model miru in blaginje v regiji, ki napreduje v jeziku 21. stoletja. Zato gradite zavezništva, ustvarjajte več partnerstev, vzpostavljajte več sodelovanja s tem modelom, ki so Združeni arabski emirati. In to je jasno sporočilo, ki ga pošiljajo Združeni arabski emirati. In zelo sem ponosen, da sem del tega sporočila, ki ga vsi pošiljajo v svet iz Združenih arabskih emiratov. Loaj Al-Sharif, resnično ste lahko ponosni na to sporočilo. Verjamem, da te slike lovskih letal nad nebom New Yorka govorijo same zase. Osupljivo. Loaj, hvala, da ste bili z nami na i24 News English in delili svoje misli. Mislim, da nas čaka svetla prihodnost tega prijateljstva, kot ste sami najbolje povedali. Inšallah. Najlepša hvala. Loaj Al-Sharif, najlepša hvala.